Knjižnica Medvode ponuja širok nabor zanimivih tematskih večerov, ki so primerni za različne skupine ljudi. V preteklem tednu je potekala predstavitev knjige avtorice Vesne Cetinski z naslovom Upokojitev ni problema, ki ponuja ključne nasvete za vse, ki se nahajajo v tem pomembnem življenjskem obdobju. Avtorica je nekaj konkretnih nasvetov delila tudi z nami. Raziskave kažejo, da se večina ljudi veseli odhoda v pokoj, ko bodo končno imeli več časa zase. Hkrati pa veliko ljudi po upokojitvi doživi streznitev. Spopadajo se s praznino, ki jo je prej zapolnjevalo poklicno življenje in zavedanjem lastne minljivosti. Za čim manj stresen prehod v tretje življenjsko obdobje je poskrbela Vesna Cetinski, avtorica knjige Upokojitev ni problema, ki je svoja spoznanja in načrt za lahkoten prehod delila tudi na predavanju v knjižnici Medvode. Veste, ko sem opazovala starejšo generacijo, jaz sem zdaj tik pred upokojitvijo in sem opazovala, s kakšnimi problemi se srečujejo. In sem videla, da veliko problemov, s katerimi se srečujejo, in bivanjskih, in finančnih, in bom rekla vprašanje smisla, aktivnosti, bi se dalo preprečiti, če bi se ljudje na upokojitev pripravili. In mislim, da bi bilo življenje upokojencev tudi boljše, lepše, če bi več razmišljali o tem življenjskem obdobju. Upokojenci si morajo z manj denarja sami zapolniti več časa in v družbi, ki jih še vedno pogosto odriva na rob, poiskati nov smisel življenja. Prvi, najpomembnejši je seveda denar. V penzijo je treba iti brez dolgov in z jasno finančno strukturo, koliko denarja razpolagam, kakšni so stroški, kaj je moje premoženje, kaj mi je breme, kaj je v korist. Prav finančno, in to je zelo pomembno, da vsak naredi za sebe, tudi tisti, ki so v paru. Potem drugo vprašanje je bivanje, zelo velika tema. Na to se je treba pripraviti prej. Iti iz višjega nadstropja, kjer ni dvigala, v nižje nadstropje. Če živite v hiši, v višjem nadstropju, pejte čim nižje, brez stopnic. Če živite v prevelikih hišah, prodajte, pejte v manjše hiše. Če živite izven, v naravi bolj, recimo izven naselja, za starejše je boljše, da živijo v mestih, kjer so zdravstvene službe in ostale storitve na dosegu roke. Kratka, o teh bivanjskih razmerah je treba razmisliti tam nekje do 65. leta. Potem je partnerstvo. A veste, vse vemo, nasilje med starejšimi, med 4 stenami, to je zelo žalostno gledati. Tudi na to se je treba pripraviti. Če živite z nekom, ki ga ne prenašate, tudi če živite z njim cel življenje, uredite to, preden se upokojite. Potem veliko vprašanje smisla. Ljudje, ki živijo življenje s smislom, so bolj zdravi in živijo dlje. Najhuje je, če obtičiš v penziji, dan je dolg, en dan se zbudiš, niti treba več v službo, par dni je še zabavno in potem ne veš več, kaj bi sam s seboj. Bistvo priprav na upokojitev je priprava na pasti tretjega življenjskega obdobja. Tematike naj bi v osnovi zajemale informacije o upravljanju financ in nepremičnin, spodbujanje zdravega življenjskega sloga, prikaz možnosti za upravljanje plačanega ali prostovoljnega dela, informacije o strukturiranju in dejavnem preživljanju prostega časa in učenje veščin ohranjanja socialne mreže. Da si življenje v penziji razdelimo na 3 obdobja, tako si nekako sledijo, tako so študije pokazale. Ta prva desetletka je nekje do 70. leta, takrat smo najbolj aktivni, ženske si omislijo novo kuhinjo, moški nove avtomobile, potujemo, hodimo v hribe, smučamo še in tako naprej. To je ta prvih 10 let. Potem je ta drugih 10 let od 70. nekje do 80. ko trošimo manj, se bolj zapiramo v svoje domove, čutimo se bolj ranljive, ni nam več toliko do raznih doživetij, mogoče že zdravje malo nagaja. Potem je pa zadnje obdobje, ki je pa za marsikoga tudi najdražje, to je pa obdobje, ko pa smo že odvisni od tuje pomoči. Ali je to pomoč na domu, ali je za dom za upokojence in tako naprej. Tukaj je pa, koliko je denarja, toliko je razkošja in toliko je svobode odločanja. Žal je tako. Če bi bili upokojenci bolj vključeni v naša življenja, bi to po njenem mnenju pripomoglo tudi k naši pripravi na upokojitev, ker bi lahko videli, da obstaja tudi življenje po zaposlitvi.